Še ena islamistična vplivnica se je izkazala za prevarantko. In danes govorimo o Lily J. Veste, tista svetlalasa Avstralka, ki je sprejela islam in rada prepričuje množice o lepoti svoje vere. Izkazalo se je, da je pod krinko idealne islamistke pravzaprav enako pokvarjena kot vsi ostali. In zdaj se je znašla v majhnem škandalu, ker se zdi, da ves denar, ki ga je nekako zbrala za ta namen, ne gre ravno tja, kamor bi pričakovali. Mislim, kakšno presenečenje. Kdo bi si to lahko predstavljal? In izkazalo se je, da to ni le škandal, ampak imata Lily J in njen mož malo zgodovine kraj denarja, torej goljufanja ljudi. Torej ima v bistvu ogromen doseg, s katerim ne samo, da manipulira mlade, da mislijo, da bi se morali pridružiti največji prevari vseh časov, ampak jim dejansko tudi jemlje denar. In če vam to ne pove dobesedno vsega, kar morate vedeti o islamističnih vplivnežih, potem res ne vem, kaj bi vam še lahko. Torej, poglejmo podrobnosti tega trenutnega škandala, ker je, kot vedno, zelo zanimivo. Po določenem času postane to res naporno, kaj ne? Malo neizvirno. Gremo. Alhamdulillah, uvod. Je končno odprt. Nasmejana svetlolasa ženska ponosno razkazuje sirotišnico, za katero trdi, da jo je ustanovila v Ugandi. Umili smo jih, jim dali nova oblačila. Vse, kar otrok potrebuje, da odraste v pozitivnem, ljubečem okolju. Toda ob natančnejšem pregledu stvari niso takšne, kot se zdijo. Poglejte okno, ki ga lahko vidite pod izstopajočim transparentom Lily J Foundation. Na tem posnetku se je popolnoma premaknilo. To je očiten znak, da je ta posnetek ponarejen. ABC News Verify ni uspelo najti nobenega neodvisnega gradiva, ki bi potrjevalo obstoj te sirotišnice, prav tako niso našli nobenih humanitarnih delavcev ali vladnih uradnikov v Ugandi, ki bi poznali to fundacijo. Mi želite povedati, da ta ženska ustvarja videoposnetke ustvarjene z umetno inteligenco, v katerih je videti, kot da skrbi za male sirote v Nigeriji, pa je vse to lažno? Gospod, to so taki odvignili na povsem novo raven. Dobesedno ne samo, da lažejo, ko jih ujamejo, ampak ustvarjajo lažne laži, lažno vsebino. To je noro. V tem posnetku, kjer Lily J ponosno razkazuje tovornjak, ki naj bi domnevno dostavljal pomoč v Gazo, še ena napaka. Znak utripne čez njeno roko, še ena značilnost digitalnega ponarejanja. Torej si izmišljuje tudi pomoč za Gazo. Pretvarja se, da pomaga malim temnopoltim otrokom v Nigeriji. Pretvarja se, da daje stvari ljudem v Gazi. In ugani, čigav denar jemlje za to. Tvoj denar. Ker poskušaš podpreti prijazno svetlolaso spreobrnenko, ki naj bi res delala dobro za svet. Zaupanje je bistveno za humanitarni nagon in njegova zloraba je šokantna. Tudi če si rojena muslimanka. Lily J, domačinka iz Queenslanda, ki je dokumentirala svoj prehod v islam, ima skoraj 3 milijone sledilcev na Instagramu. Prosila jih je, naj donirajo fundaciji Lily J Foundation prek njene spletne strani, ki je bila ustanovljena lani. Drobni tisk na spletni strani razkriva, da v resnici ni registrirana kot dobrodelna organizacija, ampak se opisuje kot socialno podjetje nove generacije in podjetje za hitro humanitarno logistiko. To sploh ni dobrodelna organizacija. Vsi donirate, pa niti davčnih olajšav ne dobite. Mislim, kakšna šala. To je socialno podjetje nove generacije in podjetje za hitro humanitarno logistiko. Torej, hitro umetno inteligenco, ki ustvarja lažne vizualne vsebine, da vam vzame denar, da lahko Lily postane še bolj bogata in še bolj slavna. In narcisizem, ljudje, kdaj se bomo naučili to takoj prepoznati? Če niste registrirani pri ACNC, je to takojšen alarm. Ne darujte dobrodelnim organizacijam, ki niso registrirane pri ACNC. ABC News Verify je prav tako preučil humanitarno nagrado, za katero je fundacija ponosno objavila, da jo je prejela Lily J. Toda digitalna analiza kaže, da so slike ustvarjene z umetno inteligenco in da nagrada ne obstaja. O moj bog, zdaj dejansko ponareja prejemanje nagrad. Ta ženska vam laže. Je to najlepša stvar? Ona jemlje vaš denar in se promovira s ponarejenimi slikami, ustvarjenimi z umetno inteligenco. Mislim, da sploh ne potrebuje nobene nagrade. Nihče ne potrebuje nagrad. Ampak ta ženska tako zelo potrebuje pozornost in potrditev, da celo prejema nagrade. Moj bog. Lily J in fundacija se na večkratne prošnje za komentar niso odzvali.
Potem, ko so bila vprašanja poslana, je bilo s spletnih strani Lily J odstranjenih veliko strani z vsebinami, ki jih je ABC postavil pod vprašaj, vključno z ugandsko sirotišnico in lažno nagrado. Mislim, ni odgovorila. Zdaj pa je vsebina skrivnostno izginila. Nažalost, čeprav ve, kako manipulirati z internetom, se še ni naučila, da si internet vse zapomni. Lily J, internet si zapomni. In mi si bomo to zapomnili. Nihče ne bo pozabil tega. In posnetek je dokumentiran, ti neumna krava. Matt Martino, ABC News. O moj bog, kakšna nora zgodba. Pravzaprav kakšna nora zgodba. Dodaj ta mali posnetek tukaj. Po snemanju tega videa sem dejansko ugotovil, da imata Lily J in njen mož zgodovino kraje denarja. Seveda jo imata. Pravzaprav sta pred 3 leti v tujini ukradla približno 70.000 ameriških dolarjev v tujini. Skupaj sta spletkarila in ukradla denar. Vidiš, kako ima na tej sliki rjave lase. Nenadoma je plavo lasa spreobrnjenka, tako da nihče ne more povezati obeh. V Tajski je ukradla denar kitajski žrtvi. Kakšna sramota. Skupaj sta načrtovala in ukradla denar. Pravzaprav imam tukaj posnetek varnostne kamere, da si ljudje lahko ogledajo dokaze. In če kdo želi preveriti članek, kjer je to dokumentirano, so njihovi obrazi seveda zakriti, vendar pa so njihova imena dejansko navedena v tem članku. Zato nočem slišati nikogar, ki bi rekel, naj damo dvom v prid ali kaj podobnega. Rad bi to pojasnil, preden začnemo ta video, da ima ona zgodovino kraje denarja. Wow, poglejte tukaj. Torej, to je na vrhu članka, fantje. Oprostite, prej tega nisem gledal. Je smešno. Imamo Lily Jane tam spodaj. Tukaj je tako mrzlo, sploh si ne morem predstavljati, kakšno je njihovo življenje. Bom samo predstavljala, da je tako težko, da bom vzela tvoj denar in jim v resnici ne bom dala ničesar, da bi se spopadli z mrazom. Moj bog, kakšen človek. Vedno sem vedela. Vidiš, delamo video o Lily J, ker je nekaj na njej, kar se zdi tako manipulativno in čudno. In zdaj vemo, da je vse skupaj prevara in da to počne pod pretvezo islama, da je nihče ne bi kritiziral, ker nočeš izpast kot rasist, kaj ne? Torej, mislim, da so to neki posnetki. Sestavili so kup, o moj bog, posnetkov Lily J. Poglejmo, kaj imamo. Gremo. Avstralska vplivnica Lily J in njena zapletena mreža manipulacije z umetno inteligenco. A ni to zanimivo? Postala je slavna samo zaradi manipulacije z umetno inteligenco. In zdaj ima precej težav zaradi manipulacije z umetno inteligenco. Presenečenje. Opozorilo. Spodaj so videoposnetki ustvarjeni in izboljšani z umetno inteligenco. Ja, od Lily J. Pravzaprav vas opozarjajo, da... To bom pospešila na dvojno hitrost. Prikazujejo vam, da so posnetki Lily J bili spremenjeni z umetno inteligenco. Poglejmo, blondinka z avstralskim naglasom. Noro. Noro. To je res neverjetna zgodba. Pravzaprav ne morem verjeti temu. Tukaj v Gazi ni ničesar, kar bi se imenovalo Lily J pekarna. Prav? Rekli so mi, da so njeni projekti nejasni. Preprosti projekti, a nejasni. Ne vedo, odkot prihaja denar. In celo preprostost teh projektov nekatere ljudi tukaj. Dvomijo, da pošiljate denar v Gazo žrtvam Gaze. In ta ženska sploh ne pošilja stvari za to. Ljudje v Gazi pravijo, da ta stvar sploh ne obstaja. O moj bog. Avstralska vplivnica na družbenih omrežjih Lily J se je zapletla v škandal zaradi manipulacije z umetno inteligenco. Po preiskavi ABC News o fundaciji Lily J Foundation in vsebini, ki jo objavlja na spletu. Tukaj so lažne novice. Lily je postala znana, ko je dokumentirala svojo pot po sprejetju islama. Preiskava je sprožila resna vprašanja o zbiranju sredstev fundacije in o tem, kako je bil denar porabljen, pa tudi o obtožbah v zvezi z uporabo vsebin ustvarjenih z umetno inteligenco. Lily se na obtožbe javno ni odzvala. Šok Šahkara. Tukaj je moj osel. Vzemi mojo kravo. Vzemi karkoli. Prosim, sestra. Se boš poročila z mano. Po navedbah ABC-ja, to je avstralski BBC, torej, veš, so precej levo usmerjeni in prebojeni, ampak če to oni pravijo, potem mora biti res. Pojavili so se resni dvomi glede nekaterih dobrodelnih dejavnosti avstralske vplivnice, ki trdi, da nudi pomoč na krajih kot sta Gaza in Sudan. Preiskava ABC News Verify je razkrila, da je del vsebine na družbenih omrežjih povezane z Lily J Foundation ustvarjene ali izboljšane z umetno inteligenco. Ne moram vam niti povedati, kako srečna sem zaradi tega. Ves čas so to spremljali in si mislili. Ta ženska je nora. Je popolnoma nora in laže kot pes teče. In tukaj je pravilo, ljudje.
Saj poznate moje pravilo. Če nekdo enkrat laže, bo lagal milijonkrat. Ne moreš zaupati takšni osebi. Ko enkrat laže, je konec. Zaupanje je uničeno. Nenehno laže o svoji veri, če se je sploh res spreobrnila, ali pa je samo ugotovila, da ji to lahko koristi. Nimamo pojma, ali je res za islam ali ne. In zdaj vidimo, da laže tudi na drugih področjih svojega življenja. Mimogrede, opomnik za vse nove sledilce. Dobrodošli v Bushbacku. Pod islamizacijo, in vsi veste, zakaj to tako pravim, da nas ne blokirajo, je takija eno od njihovih verskih pravil. Takija je pravilo, da lahko lažeš, da ohraniš obraz. In če tvoja vera spodbuja laganje, potem boš videl manipulacijo in korupcijo na vseh področjih. In ničemur ne moreš zaupati. Preprosto, enostavno. In seveda tukaj Lily J to dokazuje. Wow, kakšna neumna krava je ona. Zdaj se nam pridružuje Matt Martino. Matt, kaj nam lahko še poveš o Lily J? Spremljaš to zgodbo? Torej, preden prisluhnemo Matu, ker gre za dobrodelno delo, tako je ona včasih manipulirala z ljudmi. Alhamdulillah, ona je zadaj. Si to videla? Si to videla? Alhamdulillah, obrisala si je lažno solzo. Ljubezen. Sem tako čudovita, razen dejstva, da moja fundacija ne obstaja kot Permegas. Sledi smrt. Zahvaljujemo se tistim, ki so prinesli to vodo v to zatočišče, kjer ni nobenega drugega vira vode, razen vode, ki nam jo prinašate. Hvala, Julogo. Hvala, Lily J. Lily J zagotavlja vodo. Lily J Foundation. To zgleda slabo, fantje. Moj bog. T-O-N. Poglej to. T-N-I-O-N. Ne vem, če je to resnično. To ne more biti resnično. Ampak poglejte te muslimane. Srce. Najlepša hvala za vaš predstavitveni govor. Anonimno. Tako vrhunska manipulacija, fantje. Tako vrhunska manipulacija. Fundacija. Obstajajo tovornjaki, na katerih piše Lily's Day Foundation. Točno tako je Andrew Tate prevaral muslimane. Točno to je naredil. Mislim, da je saj delil škatle. Njegova prevara je bila, da je dal svojim ljudem snemati druge ljudi, ki so delili brezplačne škatle s kosilom, gazičanom, potem pa so ljudje rekli, da je bilo le 100 škatel ali nekaj takega, samo za fotografijo. Ampak ne vem, ampak tako lahko je prevarati te ljudi. Če si prevarant, če nimaš težav lagati svetu, je to ena demografska skupina, ki bi naredila vse, če samo prilizuješ islamu ali Mohamedu. To je to. Naredili bojo vse zate. Resnično, to je patetično. Naredili bodo karkoli. In stvar je v tem, da so te ljudje, ki so odkrili internet in so lažnive, manipulativne krave, zdaj dobili umetno inteligenco kot svoje najboljše orodje. Torej, ljudje, donirajte preverjenim virom. Ne bodite neumni. To mi daje tako zadoščenje. Sploh vam ne morem povedati, kako zelo mi ta video daje občutek, da imam prav. Preprosto ne morem preboleti te prevare. Zdaj imam res občutek, da imam prav. Že dolgo jo izpostavljam. Ona je preprosto nora. Lahko o tem za trenutek govorimo, mislim, kako izprijeno je to, kaj ne? Ne samo, da si ti, poglej, kako te ljudje trpijo. In res trpijo. In ti igraš na čustva ljudi, ker ti ljudje trpijo. Ne narediš popolnoma ničesar, da bi jim pomagala. Vzemaš denar, ki bi lahko šel tem ljudem, za katere naj bi ti bilo res mar, in ga vzameš zase. Jim ne pomagaš in jemlješ vire ljudem, ki jim želijo pomagati. Mislim, to je toliko pokvarjeno, res je grozen. Hej, muslimani pravijo, hej, Chachi Mix. Danes je eden najbolj žalostnih trenutkov doslej. Moj brat Ozzy je pravkar umrl in to je njegovo. Je to pravi brat. Tudi v svojih zadnjih dneh ni nikoli nehal moliti, nikoli nehal verjeti. Ne zavedaš se, kako kratko je življenje, dokler ni prepozno. Objemi svojo družino, dokler še lahko. Navdihnil me je, da je to pravi brat. Če je to pravi brat, se ne bom norčeval iz tega. Mislil sem, da samo reče brat Ozzy. Ne vem, če je to pravi brat. Ne vem. V redu, kakorkoli, poglejmo si video. Poskušal bom biti obziren, prav?
Zadnje sporočilo zame. Assalamu alaikum. Ker res veš narediti dovolj. To sem vedela že od nekdaj, za božjo voljo. Ker te potrebujem, moraš vedeti, da moraš vedeti. Zaradi tega. Uboga fant, veš, kot da je čast v to žensko, ki pravi, da si legenda. Uboga fant je zapravil svoje zadnje dihe za prevarantko, goljufinjo. Če mene vprašaš, to ni videti kot bratova starost. Umetnik. Vedno te bom ustavil jedeno. Nikoli, vidite, bili ste slabi pri tem. Fantje, premikamo gore. Aha, torej praznimo ljudem bančne račune. Zdaj imam veliko odgovornost, da izpolnim njegove želje, naredim več, pomagam več, dam več. Dal mi je motivacijo, da nikoli ne odneham. Ozzy je bil malo. Nikoli ne neha varati. Prebrala sem, da so mu pred samo 1 mesecem diagnosticirali agresivnega raka 4. stopnje. Njegovo telo je zelo hitro opešalo. Bil je na počitnicah na Tajskem in vse se je spremenilo čez noč. Hitro so ga odpeljali v bolnišnico in morali smo organizirati medicinsko reševalno vozilo, da so ga pripeljali domov. Ves čas, ko je bil v bolnišnici, je samo molil in poslušal Koran. Kljub temu mu Koran ni pomagal. Samo ponavljal je isti stavek. Ne morem verjeti. Vplivnica, ki je svojo spreobrnitev v islam dokumentirala svojim 3 milijonom sledilcev na Instagramu. Lani je ustanovila fundacijo s svojim imenom, ki naj bi zagotavljala pomoč v Gazi, Ugandi, Sudanu in še v številnih drugih krajih. Preverili smo nekaj njene vsebine in posebej en video, kjer trdi, da je ustanovila sirotišnico v Ugandi. Ugotovili smo precej. Na začetku videa sem rekla Nigerija. Opravičujem se, gre za Ugando. Dokazi o manipulaciji z umetno inteligenco. Zdi se, da se je umestila v sirotišnico v Ugandi. Nato smo se na ugandsko vlado, da bi vprašali, ali so seznanjeni s tem, ali če je sirotišnica pri njih registrirana. Ni bilo nobenih dokazov o tem. Vprašali smo tudi humanitarne delavce ali organizacije na terenu, ali so že slišali za to fundacijo, pa tudi oni zanjo niso slišali. Torej, to je res slabo. Evo eno pravilo, ljudje. Iz tega se bomo naučili nekaj pravil. Eno izmed njih pa je, da če imaš milijone sledilcev in jim boš lagal, bo to morda kdo ugotovil. Ja. Morda imaš enega sledilca iz Ugande, ki bi to lahko ugotovil. So smešni so. Ampak smo presenečeni? Ne, nismo. Mislijo, da se lahko izmažejo s čimerkoli. In zato je tukaj odpor, da dokažemo, da temu ni tako. Hvala, ker ste tukaj. In hvala za vašo pozornost glede te zadeve.